Lokalne volitve 2022. Dr. Ivan Žagar bo tudi v prihodnjih 4 letih župan občine Slovenska Bistrica. Na nedeljskih lokalnih volitvah je prepričljivo zmagal. Prejel je 69,67% glasov. Ljubo Poles je prejel 22,82% glasov, Matej Španinger 4,81% in Romana Brzin 2,70% glasov volivcev. Dr. Ivan Žagar, ki je že 7. izvoljen za slovenjebistriškega župana, je ob izvolitvi povedal. Najprej bi se zahvalil seveda volivkam in volivcem za zaupanje, zahvalil za glasove. Zdaj se verjamem, da je rezultat nastal na podlagi opravljenega dela v preteklem obdobju, pa ne samo mene, ampak pravzaprav celotne ekipe, koalicije, ki je pri tem sodelovala, pa tudi vseh drugih, ki tu pri nas v naši občini nekako sodelujemo v tem razvoju. No in na nek način je to napotek tudi za delo naprej. Ko se volitve končajo, potem se za mene neresnično končajo, od tu naprej gre seveda za to, da je pač potrebno spet v bistvu aktivno stopiti v to delo. Jaz osebno seveda prisegam tudi na sodelovanje znotraj koalicije, ki me podpira in tudi njim gre seveda zahvala za ta rezultat. Ampak seveda odprti za sodelovanje smo pa pravzaprav z vsemi, ki želijo sodelovati. Gre seveda za to, da na nek način ta skupni nastop v bistvu lahko pelje občino naprej po poti razvoja, po kateri mislim, da smo jo peljali. Se pravi, gre torej za sodelovanje ne samo znotraj politike, ampak tudi znotraj vseh akterjev, ki v tem delu delamo, tudi sodelovanje z gospodarstvom, tudi z civilno družbo in seveda s tem javnim sektorjem, ki ga v bistvu predstavljamo. Rekli ste, da je jutri nov dan, torej kateri bodo tisti prvi koraki, da boste pravzaprav uresničili tisto, za kar se zavzemate? Glejte, zdaj kar se tiče te naše ekipe, gre na nek način za kontinuirano delo. To pomeni, da mi pač naprej peljemo zastavljene projekte, na drugi strani pa seveda, govorim o tej realizaciji zastavljenih projektov, na drugi strani pa seveda tudi vse tiste nove ideje, izzivi, ki so se že odprli, pa verjamem, da se v prihodnje še marsikateri tudi odprli. Ne nazadnje ves čas neko aktivno okolje je prisotno tu pri nas v Slovenski Bistrici, poraja tudi neke nove izzive, nove ideje in na tem mislimo torej tudi graditi prihodnje. Gre skratka tudi za nadgradnjo tistega, kar smo že do zdaj uspeli postoriti. V novem 31-članskem občinskem svetu bo 9 predstavnikov SLS. Po 7 mandatov sta dobili stranki SDS in Gibanje Svoboda, 4 SD, Nova Slovenija 3 in enega Desus. Volilna udeležba je bila 42,87%. Lokalne volitve 2022.